SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes nismo pripravili soočenja, kljub temu, da sedimo tukaj v studiu SBC-ja kluba slovenskih podjetnikov, ampak smo pripravili pogovor o tem, o čem bomo pravzaprav 9. junija na posvetovalnem referendumu sploh odločali državljanke in državljani. Gre namreč za zelo občutljivo, pa vendarle izjemno pomembno temo, ki se dotika praktično vseh, pa kljub temu, da se včasih zdi, da se nas pa to ne tiče. Govora je seveda o posvetovalnem referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tukaj si seveda vsak pridružuje pravico do svoje razlage, pa vendarle je država tukaj tudi zato, da vse to zakonsko uredi. In zato gre. Kakšen zakon je vložen, kaj to prinaša in kaj to bi spremenilo oziroma kaj je v tem trenutku že dovoljeno. V studiu so se mi pridružili 4 strokovnjaki, vsak svojega področja, ki bo seveda vsak lažje povedal svoj vidik. Z nami je Andrej Pleterski, ki je eden od avtorjev predloga zakona, doktor zgodovine, arheologije, etnologije in pa iz društva Srebrna nit. En lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, hvala. Potem pa Jani Kramer, strokovni sodelavec iz slovenskega društva Hospic. Lep pozdrav. Dober dan. Tukaj na moji levi je dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Katoliške cerkve. En lep pozdrav. Hvala za vabilo. In pa Peter Golob, doktor medicine, pa univerzitetni diplomirani pravnik. Lep pozdrav. Hvala lepa vsem 4, da ste prišli. Morda, ko sem razmišljal, kako začeti pravzaprav izjemno težko debato o zelo intimnih stvareh, bi gospod Andrej vas prosil, ker ste vendarle pobudnik tega zakona, pa tudi predstavnik, ki morda največ ve, kaj si družba, ki je zbrala 5000 podpisov, tudi želi. Kaj vas je vodilo v tak predlog? Kaj je pravzaprav tista življenjska izkušnja, ki vas je pripeljala na to pot? No? Torej, najprej glede moje življenjske izkušnje, je seveda življenjska izkušnja svojca nekoga, ki neznosno trpi. Seveda je tudi trpljenje svojcev trpljenje. Trpel je moj oče, ki je ga doletela starostna gluho slepota in ki si je mnogo let želel zaključiti svoje življenje, ki mu ni nudilo ničesar več tistega, kar je bil navajen sicer v svojem življenju početi. Njegovi dnevi so izgubili svoj smisel in dejansko mu je življenje samo še dodajalo dneve trpljenju. To je pač skušal rešiti na ta način, da si je prerezal žile, ker pa je bil v domu starejših občanov, tam so ga našli in sistem je tak, da ti ne omogoči storiti samousmrtitve, ker so ga pač bili dolžni odpeljati na urgenco. Torej, ta okolnost moram posebej poudariti, kajti nekateri nasprotniki uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pač ponujajo možnost, češ se itak vsakdo na nek način si lahko tako ali tako samousmrti. Zakaj? Zato potrebujemo nek zakon. Seveda ga potrebujemo, ne more se vsakdo samousmrtiti. Če bi bilo ta pravica uzakonjena, seveda mojega očeta ne bi vozili potem na urgenco, tako pa so ga. Potem, ko je videl seveda, da na ta način ne more končati svojega življenja, da pa bi iz tega dejanja vseeno morda lahko naredil neko državotvorno potezo, je pisal Državnemu zboru in ga pozval, da naj to pravico uzakoni. Ne za njega, ampak za vse. Odgovor je bil, da so o tem že razpravljali pred leti in niso prišli do nobenega sklepa. Torej, iz tega je bilo popolnoma jasno, da na ta način se ne bo zgodilo nič. In v tej točki seveda jaz kot njegov sin, in moram reči, da so bila zelo tesno povezana, najin odnos je bil tovariški odnos. To je v tistem najbolj prvotnem pomenu besede, kjer je tovariš, beseda tovariš pride od besede vtori, drugi, staroslovanska beseda, to je drugi jaz. On je bil moj drugi jaz in da bi moj drugi jaz tako nesmiselno končal svoje življenje, da bi tako rekoč prilil svojo kri, zato da se ne bi zgodilo nič, tega preprosto nisem mogel dopustiti. In tako se je pač zacelo vse to prizadevanje, ki se mu je pridružilo ogromno ljudi, ki sem jim hvaležen in moram reči, da je zame to izjemna izkušnja.
odprte družbe, kjer pride nekdo z idejo, ljudje se pa pridružujejo in sprašujejo, kaj lahko storim, da bo ta ideja uresničena. Torej, to je bil zdaj ta prvi del vašega vprašanja. Zdaj drugi del, seveda, zakaj družba to potrebuje kot celota. Potrebuje iz več razlogov. Osnovni razlog je ta, da ljudje potrebujemo pravico avtonomnega odločanja in to skozi celo svoje življenje, vključno torej z koncem življenja. Ampak ravno ob koncu življenja te pravice svobodnega odločanja po sedanji zakonodaji nimamo. Ureditev te pravica bi seveda pomagala ne samo tistim, ki trenutno neznosno trpijo in pa tega trpljenja ne more na noben način olajšati niti medicina s svojimi zdravili, niti najboljša paliativna oskrba, kajti eno in drugo seveda lahko pomaga ogromni večini. Vsem pa nikoli ne more in tudi ne bo moglo. Ta uzakonitev bo pomagala vsem takim, kot sem jaz, torej svojcem, ki živijo ob trpečih posameznikih in trpijo zaradi njihovega trpljenja. Pomagala bo zelo številnim, ki jih skrbi, kakšen bo konec njihovega življenja. Sami so doživeli mnoge trpeče konce, njih je strah, da se bo zgodilo to tudi njim in ne bodo imeli nekega izhoda. In seveda, mi vsi s to uzakonitvijo pridobimo novo državljansko pravico, pravico svobodnega odločanja o koncu življenja. Hvala lepa za ta uvod, ki se mi zdi ključen, da lahko pravzaprav začnemo o tem govoriti. Morda bi najprej povprašal za ta zdravniški pa tudi pravniški vidik. Vemo, da je v Sloveniji seveda v 17. členu Slovenske ustave zapisano, da je zagotovljena nedotakljivost življenja. Ali se ta predlog zakona, sploh če bo na koncu izglasovana tudi potem na referendumu in sprejeta, tako kot še z nekimi popravki, ki si jih seveda v parlamentu želijo, se kakorkoli tepe s tem 17. členom? Jaz res, da sem pravnik, nisem ustavni pravnik in si tega bremena interpretirati ta 17. člen ustave ne bi želel. Lahko povem, kakšno je moje mnenje v zvezi s tem. Moje mnenje s tem je, da je življenje drugih za nekoga nedotakljivo. Kar pomeni, da poseganje z namenom končati življenje verjetno ni dopustno. V logiki seveda od zadaj je bila neka druga logika, bila je od zadaj smrtna kazen, ki je tudi izrecno omenjena. Imeli smo neke druge čase in to je čista reakcija ustave verjetno na to predhodno obdobje, ker to ni bilo samoumevno. Poznajo takšen člen tudi druge ustave v Evropi. Zanimivo primer je portugalske ustave, ki ima praktično skoraj identično formulacijo. Tam ustavno sodišče je nekaj reklo na to temo, tako da v bistvu to pravico je država dolžna varovati, vendar ne na način, da v bistvu osebam zapoveduje neko dolžnost življenja. Če pa vas vprašam kot zdravnika, kaj pravzaprav je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja? Kakšen medicinski postopek tukaj torej pride praktično na vrsto? Pomoč pri končanju življenja ni medicinski postopek. To je postopek, ki ga lahko uzakonimo. Ne sodi ne med pravila stroke, ni del nekega našega etičnega pristopa k zdravljenju ali obravnavi bolnikov. Je pač neka pravica, ki jo države z različnih razlogov ljudem dovolijo ali pa pripišejo. Zdaj, kaj to pomeni, da res da je, ker je uzakonjena neka takšna pravica, to ponavadi pravica, ki je medicinsko asistirana. Ravno zaradi tega, da se pride do te smrtonosne substance, ta vpliv ali pa vpletanje zdravstva ali pa zdravnikov ali pa medicinskih sester, to je različno reguliran in različno intenziven, odvisno pač tega, kakšna vrsta končanja življenja je dopuščena. Je pa pojem pravica do končanja življenja precej odprt in jaz dejansko ne vem, kaj je država hotela oziroma zakonodajalec hotel vprašati ljudi, ker če gremo po zakonu, ki so ga predlagali, če je to v ozadju, potem so tu dve pravice, to je in eutanazija in pomoč pri samomoru. Neka
nekateri interpretirajo, kot da gre samo za pomoč pri samomoru ali pa samo eno ali drugo, tako da verjetno to vprašanje, kaj vse vsebuje to referendumsko vprašanje in kaj dejansko sprašujejo ljudi, ne, da se odločijo, je pa verjetno na Državnem zboru, da razloži. Mislim, da je bilo v Državnem zboru neka polemika ali vprašanje sploh primerno za narediti. Seveda, ja, sem želel tudi. Hvaležen sem doktorju Golobu, da je opozoril na primer Portugalske, ne, in tudi, kot je rekel, če je bilo tam res to preverjeno na Ustavnem sodišču njihovem, zdaj vemo, da na Portugalskem so to pravico uzakonili. Skratka, ni bilo v nasprotju z njihovo ustavo. Naši ustavni sodniki pravijo seveda, da ta 17. člen je tisti, ki varuje človeka pred državo in zato seveda nimamo nedotakljivost življenja s strani države, zato nimamo smrtne kazni, ni pa ta pravica absolutna, zato samo usmrtitev je dovoljena, ni protizakonita in tudi recimo ravnanje policije in vojske, če seveda v skladu s točno določenimi predpisi, ne lahko privede tudi konec koncev do uporabe strelnega orožja, v katerem kdo umre in v skladu s temi predpisi to ni kaznivo. Skratka, tu je vrsta nekih dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati in zaradi katerih ni potrebno spreminjati ustave. A bi lahko še glede tega vprašanja, se mi zdi, ja, pa se potem vrnemo nazaj, je vprašanje, ki ga pravzaprav res postavljamo na referendumu, pravo? Je to tisto, kar ste si kot pobudniki tega zakona želeli? Je politika sploh razumela, kaj vprašati, da bomo potem razumeli tudi volivke in volivci? Politika je popolnoma pravilno vprašala, kajti pojem pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je pojem, ki obstaja tudi v angleščini, ki je v pravu o končanju življenja v vrsti zveznih držav Avstralije, Nove Zelandije. Skratka, je pojem, ki je uveljavljen, ki smo ga vpeljali že oktobra 2021 z predlogom osnutka uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, torej je že skoraj 3 leta v javni razpravi in seveda ves čas je bilo poudarjeno, da to je nadpomenka, ki vsebuje tako pomoč pri samosmrtitvi kot pomoč pri evtanaziji. Pričemer se pa treba še to dodatno zavedati, da v državah, ki so to uzakonile, je v glavnem to tako, da gre v osnovi res za pomoč, ali si je potem izvedena, bodi si kot evtanazija, bodi si gre za samo smrtitev, potem bolj ali manj že stvar okoliščin stanja tega bolnika in bi rekel, neka tehnična podrobnost, ampak vsebinsko gre pa v resnici za pomoč, da nekdo lahko svoje življenje konča. Zdaj, kakšna bo uzakonitev pri nas, bomo videli, ampak ljudje, če verjamemo pa, in taka je bila tudi včerajšnja izjava, ki ste jo lahko poslušali na televiziji, da bo dan po tem, ko bo, če bo referendum torej podprl možnost uzakonitve, bo dan v osnovi, saj na samem začetku predlog, ki ga je že pripravila Srebrna nit, bo seveda še izboljšan v raznih podrobnostih, ampak ta obsega v osnovi samo odločitev za samo usmrtitev. Torej, bolnik ne bo mogel na začetku sam zaprositi tudi za evtanazijo, ampak gre za samo usmrtitev, bo pa v samem postopku se lahko izkazalo, da če pač tega iz objektivnih razlogov ne more narediti, recimo lahko si predstavljamo, da nekdo recimo ne more požirati te tekočine, ne, bi pa rabil pač nekoga, ki mu to inicira. To v tem strogem pomenu besede že evtanazija, na takem primeru bi mu pa to bilo dovoljeno. Ste želeli samo odgovoriti? Jaz moram samo glede Ustavnega sodišča na Portugalskem, ne, ono ni odločalo o členu, ne, ni bilo vprašano v zvezi z tem členom, ki smo ga načeli, bilo je vprašano v zvezi z določljivostjo oziroma dovolj natančno opredelitvijo uvodnih pojmov, to je trpljenje in pa drugi pogoji za pristop k tej pomoči, ne, v smislu določenosti in seveda nekaterih kavtel, ki so v kazenskem pravu nujne zato, da oseba nekaznovano dejanje stori, pa v bistvu ne ve, kaj je sploh inkriminirano, tako da ni bilo sploh vprašanje o tem, ali gre za kršenje tega člena, pa čisto drugega člena Ustave. Se lahko morda zdaj vrnemo k tistim ljudem, ki res trpijo, ki so torej
pred spoznanjem, da se njihovo življenje izteka. Vi imate s tem seveda v Slovenskem društvu Hospic ogromno izkušenj. Pa bi vas morda najprej vprašal, si ti ljudje na koncu, vemo, da res trpijo, ne, vemo, da je praktično res ta pot končana, želijo, da bi lahko predčasno končali to življenje? Ja, v Slovenskem društvu Hospic že skoraj 30 let spremljamo umirajoče in njihove svojce. No, sam osebno to delam zadnjih 12 let, 10 let kot prostovolec, zdaj sem pa v Slovenskem društvu Hospic tudi zaposlen kot strokovni sodelavec. Naša izkušnja je taka, da pravzaprav si ljudje, za katere je poskrbljeno, torej mi gledamo na človeka celostno, torej ne samo kot biološko, fiziološko bitje, ampak seveda poskušamo ob koncu življenja zadovoljiti tudi njegove socialne, duhovne in duševne potrebe. Torej za tiste, če je poskrbljeno za te njihove pravzaprav potrebe v zadnjih dnevih in tudi urah življenja, potem nihče ne hiti. Jaz moram reči, da sem bil prisoten pri več kot 100 smrtih v tem času, torej neposredno sem držal človeka za roke in 6 od teh, ki so pravzaprav umrli, ko sem bil jaz zraven, imam obraze pred očmi, torej nam je v fazi, ko so prišli v našo oskrbo, nas je vprašalo, ali nam boste pomagali umreti, ne. Smo rekli, seveda bomo držali za roko, pač bomo z vami poskrbeli tudi za vaše svojce pred in po smrti. No in zelo me veseli eno dejstvo, ali pa bi rekel mi pravzaprav postavlja velik vprašaj pri zakonu o predčasnem končanju življenja, dejstvo, da je bilo to vprašanje izrečeno samo enkrat. Torej v trenutku, ko se je neozdravljivo bolna oseba počutila varno, da je poskrbljeno za njo, ni tega vprašanja izrekla več. Mi mislimo v Slovenskem društvu Hospic, da je potrebno predvsem poskrbeti za res dostopno, vsem dostopno paliativno in hospic oskrbo. Delamo skozi paliativne time, delamo skozi hospice. Rabili bi po moje enih 20 hiš, da bi poskrbeli za vse v Sloveniji in potem morda se lahko odpre razprava tudi o pomoči, prej pa ne. Tukaj bi samo še eno podvprašanje postavil, kaj pa tisti, ki so dlje časa na tej poti, ko je zdravstveno stanje tako nepopravljivo, tako hudo, da ne vem, da so več mesecev, več let morda v takšnem stanju? Naša izkušnja je, da si, tako kot sem rekel, ob ustrezni oskrbi, torej če ne boli, če človek ni žejen, pa če ni sam, potem ne hiti. Duhovno, smem tu seveda, nekaj dodati, ne? Torej, vsekakor verjetno to, kar ste rekli, za večino ljudi velja, ne velja pa za vse, to je treba vedno poudariti. Nikoli vse to ne velja za vse. Tudi govori o tem, kako ljudje v zadnjih trenutkih svojega življenja duhovno rastejo, kako se zbližujejo s svojimi svojci in tako naprej. Ne? Ko je nekdo, recimo, tako kot je bila moja mati, ki je dobila potem, ko se je začela faza paliativne oskrbe s protibolečinsko terapijo, ona je spala in halucinirala, ona je umrla tisti hip, ko je se ta terapija začela in tu kakršnega koli govora o neki duhovni rasti ni. To se pravi, te in take ljudje obstajajo sedaj. In zdaj reči, ko bomo imeli, ne vem, še to, še ono, še tretje, potem se pa lahko šele o tem pogovarjamo, da bomo ta problem rešili. Ne, te ljudje so tu, imajo ta problem in ga je treba zdaj rešiti. To je isto, kot če bi vas bolel zob, pa rekli, da grem danes ob zdravniku, bom čakal še 10 let, takrat bo pa pač ta storitev toliko boljša in lepša. Odgovor, ja, pa potem. Jaz bi pravzaprav povedal tudi to izkušnjo, se pravi, ko je gospod rekel, torej mi ne podaljšujemo trpljenja, daleč od tega, ne. Mi celo včasih moramo marsikatero družino in tudi neozdravljivo bolnega podpreti v tem, da se kakšno zdravljenje zaključi. Torej, ali pa če zelo po domače povem, naša izkušnja je, da je včasih veliko težje kakšno stvar izključiti, kot jo ne priključiti. Ne. In tukaj mi, bi rekel, podpiramo, bi rekel, avtonomijo
oseb v tem zadnjem življenjskem obdobju, da se sami, ampak zares avtonomno odločajo, ali bodo z nekim zdravljenjem nadaljevali, torej iz hiše hospic, ali pa bi rekel, če povem zelo konkreten primer, mi imamo veliko klicev, ko človek umira na domu, mi predvsem nekako poskušamo omogočiti te želje, da ljudje želijo umreti doma, ne. Torej imamo klic, ne, naš oče pa težko diha, bomo peljali na urgenco. Zdržite, gremo k njim in jim pravzaprav podpremo v teh zadnjih trenutkih življenja. Torej, jaz mislim, da je res ta avtonomija, ali pa, kot se včasih reče, za nas je dostojanstvena smrt tudi to, da zdržiš do konca. Jaz bi sem želel opozoriti, da tukaj se pogovarjamo o nekih ljudeh, ki imajo bolezni, za katere vemo, da bojo recimo v kratkem času pripeljale v smrt, ker je to praktično neka gotovost. Govorimo o umirajočih ljudeh, ki imajo različne stopnje trpljenja, različne oblike trpljenja, ne, medtem ko, kot slišim, če bo spet ta zakon, ki so ga že ponujali enkrat v parlamentu, neuspešno prišel ponovno z kakšnimi modifikacijami noter. Tle sta dva mita, ki jih prodajajo ves čas. Eden je ta, da govorimo samo ljudem, ki jim ni pomoči z ničemer. Ne. Tam jasno piše, da je ta zakon namenjen tudi ljudem, ki nobena druga oblika pomoči za njih ni sprejemljiva. V redu. Ne. Ampak ne govoriti potem, da so vse oblike pomoči odpovedale. Lahko so vse oblike pomoči nesprejemljive. To je prva stvar. Druga stvar, ne govorimo samo o umirajočih ljudeh. Tam govorimo o ljudeh kroničnih boleznih s ponavljajočimi se simptomi, kar po moje, ne, jaz že imam eno tako, ne, in potem govorimo o ljudeh, ki imajo neke trajne spremembe, ki so fiziološke ali pa anatomske, ki jih ni moče razrešiti z današnjim znanjem medicine, kar jih je pa še toliko in toliko ljudi. Skratka, izjemno širokim naborom ljudi, ki imajo dostop do končanja življenja, ki lahko trpijo zaradi marsičesa, kar ni samo bolezen, zaradi katere umirajo. Ne, to je bila prvi naš velik ugovor temu zakonu, ne, in pa seveda, ne, to spremeni lahko celo paradigmo, ne, našega odnosa do bolezni in pa do pacienta ali pa same konkretno odnosa zdravnika do pacienta. Ne. Jaz absolutno spoštujem to, da pacient lahko odkloni vsakršno zdravljenje, ne. Je pa nekoliko neprimerno, da to ustvarja dolžnost za družbo, da takšnega človeka potem usmrti, kar je bilo potem v zakonu predvideno. No, mislim, tu je treba povedati to, da bi šlo po tem zakonu za državljansko pravico, ne, in seveda, ko imate neko pravico, potem obstaja dolžnost te pravico potem tudi izvesti, ne. In v tem smislu seveda tudi razumem, da govorite oziroma nasprotujete temu, da bi bila to dolžnost zdravnikov, ne. Ampak zdravniki pač, kot ste sami povedali, na nek način vedno v vseh teh postopkih sodelujejo, če drugače ne, s svojim mnenjem. Tudi v avstrijskem zakonu v resnici sodelujeta najmanj 2 zdravnika, ne, čeprav seveda zakon pravi, da tako sodelovanje ni pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak to je pač v pravnem smislu dejansko, moralno pa je, ne, torej tudi tam brez zdravnikov ne gre. Zdaj pa moramo še o etiki, morali nekaj reči. Hvala, da ste počakali, ampak debata je šla v pravo smer, pa ste zdaj na vrsti. Dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Katoliške cerkve. Pravzaprav, kako si Katoliška cerkev predstavlja življenje, je seveda jasno. Nedotakljivost življenja je tista ena izmed ključnih stvari, ki jih cerkev zagovarja. Morda zato za začetek, kakšno je vaše stališče cerkve do tega, zakaj sem tudi povabil Katoliško cerkev. Cerkev je namreč ena tistih, ki je močno vpeta v našo družbo, po drugi strani pa, kot smo prej slišali, nekateri si ali pa večina si želi ob koncu svojega življenja tudi duhovni mir, in tam imate pa duhovniki veliko stika z ljudmi, ki umirajo, no? Ja, jaz sem vesel, da se tukaj zdaj, recimo, če povzamemo dozdajšnjo debato, ne, jaz zmeraj tudi študente, ko predavam etiko, ne, ali pa dijaki, ko me povprašajo na gimnaziji, zmeraj razlagam, ne, razlikovati objektivni in subjektivni nivo. In tukaj smo zelo močno vpeti v to. Jaz bi opozoril, ne, da sicer smo začeli z osebno zgodbo, bi pa opozoril, da zdaj za tukaj v studiu ne vem, zase pa vem, da je zelo podobna zgodba, ki je tudi moja izkušnja, pa je ne bom vlival na slovensko javnost. Ne. Ko imaš stike z astrocitomom, tumor na možganih,
ko imaš recimo v družini celo dementne primere, delirične primere, kot je gospod Pleterski že omenil. Različno gledamo na te zadeve, ne? Zelo različno, in sem vesel, da smo prišli tudi do tega, da je dostojanstveno življenje, dostojanstvena smrt je lahko tudi kaj drugega kot to, da se čim prej zaključi. Je pa treba pomagati, seveda, da nihče ne trpi. Namreč, tega trpljenja se pa vsi bojimo. Tukaj sem jaz gotovo najmlajši in zmeraj prav zanimivo je trenutno v tej debati, kar naprej sodelujemo tisti, ki zaenkrat ne potrebujemo tovrstne pomoči. Zanimivo pa je, da ko grem jaz, ko obiskujem na župni, ko obiskujem bolnike, ko gremo v bolnišnico, tisti se pa zelo bojijo uvedbe takega zakona. Zelo bojijo. Zakaj? Zaradi tega, ker se star, ranljiv človek zaveda, da sicer lahko na eni strani gremo na ta subjektivni nivo izkušnje strahu pred trpljenjem, imamo pa na drugi strani tudi strah pred posledicami tovrstne uzakonitve, ki pa pomeni na dolgi rok, in to vemo iz vseh ostalih držav, da se te zadeve potem povečujejo, tak zakon se potem širi. Jaz osebno se najbolj bojim tako imenovane pasivne prisile k samomoru. Zato, ker dokler smo mi družba, v kateri kaj takega, o čemer se danes pogovarjamo, ni mogoče, smo pač v taki družbi. Ko bo to enkrat mogoče, takrat bomo v družbi, v kateri je povsem jasno vsem, da narašča osamljenost, naraščajo število razdeljenih družin, narašča število starostnikov, ki morajo doživljati svoje dneve v osamljenosti, v ranljivosti, bomo vsem tem ljudem ponudili še to rešitev. Spaj na eni strani to zveni zelo v redu, ne? Na drugi strani so pa lahko posledice zelo hude na dolgi rok. In potem zmeraj pride, že slišim protiargument, ne? Zmeraj je potem protiargument, glejte, se to je državljanska pravica. Kdor bo hotel, bo pač to izbral, kdor pa ne, pa ne. Ampak dejstvo je, da bo to vsem viselo nad glavo. Dejstvo je, da bo ranljiva, ostarela oseba, ne da bi kdo to povedal, ne da bi ona izrazila to željo, bo dobila to dobesedno na pladnju zjutraj zajtrkom, ne da bi kdo kaj takega rekel, lej, lahko vse to prekineš. Lahko nehaš obremenjati našo družbo, svojo družino, zdravstveni sistem, zdravstveno blagajno, po domače spokaj se z tega sveta, in to bo človek sam vedel, ne da bi kdo sploh, in v tem je pasivnost prisile k samomoru. Jaz redno spremljam bolnike, redno spremljam prav take primere, ki smo jih danes že omenjali, ko imaš zelo, zelo hude primere in zelo ranljive osebe v koncu življenja, se takega zakona iskreno bojim, in tudi kot recimo dokaj mlad človek se bojim moje starosti, ko bom jaz morda ranljiv in mi bo nad glavo visela ideja, da morda se pa lahko pač spokam z tega sveta in neham obremenjati vse ostale. Lejte, zato je to nasprotovanje tudi katoliške cerkve, pa niti ne toliko zdaj, da bi bili verski razlogi, gotovo tudi, če že, ne, Sveto pismo, vera je jasna, nedotakljivost življenja, ustvarjenost po Božji podobi, tudi določena stopnja greha je povezana s odvzemanjem človeškega življenja, seveda ne na ranljivi strani, ampak na strani tistih, ki bi kaj takega izvajali in pomagali izvajati. Vse to je treba povedati. Ta glavno je pa to objektivnost, ne? In posledice na dolgi rok za družbo. Potem pa zlorabe, problem zdravniškega poklica, in to o tem lahko verjetno še. In prav o tem bomo. Zdaj bi vas kar vprašal, sej vem, da ste se že pripravili, pa morda takole, a ne? Vi pa združujete Srebrno nit tudi starostniki, a ne? Če na eni strani slišimo, da jih duhovniki obiskujejo, je tudi med člani Srebrne niti oziroma tisti, ki so del tega, prisoten ta strah, da bi bili v to pravzaprav porinjeni. To je prvo moje vprašanje. Drugo pa, če nam lahko seveda tudi razložite, ker vem, da ko sem pa sam govoril z ljudmi, kaj pravzaprav danes pripravljam, si sploh niso znali predstavljati, kakšne varovalke pa obstajajo, če obstajajo. No? To se mi zdi, da moramo se tudi pogovoriti, pa potem na ta zdravniški del seveda. Ne? Torej, strategija vseh tistih, ki pač nasprotujejo uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je zbuditi strah pred to uzakonitvijo, ne, s sklicevanjem na namišljene zlorabe, ki ne bi se dogajale v tujini, ne, in predvsem seveda tudi s tem, kar je povedal gospod Gabriel, ne, z projekcijo neke črne mračnjaške družbe, ki se bo vzpostavila z uzakonitvijo
take pravice. To je v bistvu ista strategija, ki se je dogajala že v času, ki se dogaja pravzaprav v vseh prelomnih obdobjih, takrat, ko gre za uveljavitev neke nove temeljne pravice, kot se je to dogajalo recimo v času uveljavljanja ženske volilne pravice, ko so pač nasprotniki razlagali, kako se bodo družbe sesule, države propadle, če tako manj vredna bitja, kot so ženske, dobijo volilno pravico. Ta ista strahovi so se potem pojavljali takrat, ko je šlo za uzakonitev pravice do splava. To se sedaj pojavlja ponovno. Med torej članicami Srebrne niti seveda ni tega strahu. Srečal sem mnoge, tudi zelo stare ljudi, ki komaj čakajo, da bo tak zakon sprejet, ker česa jih je strah. Strah jih je v resnici tega, da ob koncu svojega življenja nad tem koncem ne bodo imeli kontrole. Dejstvo je, da tam, kjer je bila narejena analiza več desetletnih izvajanj pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kot je to bilo recimo v Združenih državah Amerike, da se je izkazalo, da pač za to pravico zaprosijo ljudje, ki so torej visoko izobraženi, dobro materialno preskrbljeni, visoko motivirani in jih je razmeroma malo. To nikakor ni nek način, kjer bi družba na ta način poskušala se znebiti nekih družbenih manjšin. In tu deluje pravzaprav ves čas tudi kot lahko rečem tudi kot nek obrambni mehanizem to, o čemer ste govorili vi, da pravzaprav ljudje se v ogromni večini v resnici vklepajo življenja do zadnjega diha in se borijo za njega, skratka ne razmišljajo o tem, kako bi ga končali. Sicer naš predlog zakona ima 18 varovalk. Zdaj, če imamo 3 minute časa, jih lahko preberem. Ne, bomo šli raje po vrsti, da ne bomo zdaj čisto vse prebrali, bi pa seveda ob tem povabil vse tiste, ki gledajo tole, da se o tem seveda pozanimajo na spletu. Zdravniki imajo s tem predlogom, tudi varovalkami, vendarle kar nekaj težav, a kljub temu, da jih je res 18 in sem jih prebral. Kako v zdravniškem združenju gledate na to, zdravniški zbornici? Kaj se pravzaprav tiste stvari, kjer pa res ne morete podpreti takšnega zakona? Kaj je tisto, kjer rečete, ne, to je pa res preveč? Če dovolite, samo vrnu na to novo temeljno pravico do smrti ali pa do določanja datuma in ure smrti. Kjerkoli je bila uvedena oziroma so dovolili pravico do eutanazije in pomoči pri samomoru, to nikoli ni bila uvedena kot neka nova temeljna pravica ali pa človekova pravica. Bila je mogoče utemeljena na nekih drugih pravicah, gre pa v končni fazi za neko obliko spremembe kazenskega zakonika. Določanje pogojev, pod katerimi oseba, ki bo pomagala pri samomoru ali pa nekoga usmrtila, ne bo kaznovana. In to je jedro. In vprašanje temeljno vedno je bilo, ali lahko država z kazenskim zakonom uredi na takšen način, da je nekdo za pomoč pri samomoru, ponavadi samo to kaznovan. Tako da mi bomo res prva država na svetu, ki bo, če bo, kot pravi dr. Pleterski, ustanovila novo temeljno pravico do smrti, ali pa, kot pravi, saj že vemo, kakšna interpretacija 17. člena. Sem pozoril, da ima tudi v Nemčiji zelo podoben člen v ustavi, ki se pa ne konča s pikom, ampak se nadaljuje z vejico, piše življenje nedotakljiva vejica, razen če, zakonom in tako naprej, kar pomeni dopušča neko zakonsko drugačno urejanje. Tako da, kar se tiče tega, zakaj je pa ne za zbornico, v bistvu so se zdravniška društva kot predstavniška društva tudi samo odzvala tako, Pričem se takoj disclaimer, takoj povem, da to ne pomeni, da so vsi zdravniki enakega mnenja, govorim pa lahko, da je verjetno večina zdravnikov takšnega mnenja, sta predvsem dva vidika tega zakona, ki so ga predlagali, za nas v bistvu nesprejemljiv. Prva stvar je izjemno širok nabor možnih stanj, ki omogočajo dostop do pomoči pri končanju življenja. Ne gre samo za umirajoče, ne gre za ljudi v neznosnem trpljenju, ki je lahko v neznosnih bolečinah in tako naprej. Gre za ljudi, ki imajo neke kronične bolezni,
ki imajo neke simptome in težave, pa jih ne sprejemajo ali pa se z njih nočejo zdraviti, ker vključuje se tudi duševne bolezni. Ob tem samo jim povem, da Kanada, ki je praktično vzorčni zakon za ta njihov predlog, je v bistvu imela tudi podobno, je spremenila kazenski zakon, v katerem je to urejeno v Kanadi, in so zdaj že drugič odložili tako široko izvajanje tega zakona, ki vključuje zdaj tudi duševne bolezni, za nadaljnje 3 leta. Zdaj, kakšni pa so država z izjemno rastjo evtanazij. Se pravi, prva stvar je zelo širok dostop do te pomoči. Hkrati potem je ta subjektivni koncept trpljenja, ker praktično poveš, da trpiš. Tretja stvar je dostop do evtanazije, ki ni samo za onega, ki ne more požirati, tudi za tistega, ki pravi, da ima svetovno-nazorske, etične, religiozne in druge zadržke, da bi naredil samomor oziroma samousmrtitev, in je to že razlog, da lahko dobi evtanazijo. Ker sta dva stavka, ki jih izrečeš, ali za 2 trditvi, ki jih postaviš, pa lahko dobiš v bistvu evtanazijo. In tretja stvar je ta, poklicna dolžnost zdravnikov ali pa medicinskih sester ali pa kogarkoli, da sodelujejo v teh postopkih. Jaz se zavedam, da so ljudje in zdravniki, medicinske sestre, ki bodo sodelovali, si celo želijo mogoče sodelovati v teh postopkih. Ni pa države, razen Španije, pa ne na način, kot je bilo zapisano v našem zakonu, ki je ustavljena neko dolžnost, celo poklicno dolžnost, da zdravniki sodelujejo v teh postopkih. Poklicne dolžnosti sodelovati pri usmrtitvi ali pomoči pri samomoru ni. Je ni, kot je poklic ureja, razen če bo Slovenija spet nek unikum in bo to uredila zakonom in bo neko poklicno dolžnost zdravnikom za zakonom predpisano. Ja, kar izvolite. Jaz bi se samo še odzval na prejšnje besede. Lejte, mi je težko poslušati o teh strategijah, pa tako, kar sem povedal, ni bila nobena strategija. Strategija je recimo to, da se govori in da stalno zdaj uporabljamo tukaj termin pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki zveni tako fajn, da bi ga lahko upisali med vaše usluge v hospic društvu. Gre za zelo težke realnosti, o katerih govorimo. Tukaj ne gre za nobeno strategijo. Tudi jaz rečem, da se kot mlad človek bojim družbe, v kateri bom imel občutek, da je boljše, da se odpravim z tega sveta. To ni strategija. To je veljavno občutek, tako kot ima lahko vsak drug svoje mnenje. To je eno. Drugo bi pa samo opozoril, da se mi zdi tudi neprimerno, recimo usklajevati to ali pa primerjati z volilno pravico pred 10 leti, pa tako se mi zdi, da smo tlele pred zelo resnimi temami, ki ne dopuščajo tega trivialnosti gledanja nazaj. Pa še to bi opozoril, to pa zdaj čist izven recimo etike, moralne teologije pa teh zadev. Meni se zdi skrajno cinično osebno, da v Sloveniji razpravljamo o tem predlogu, ob tem, da vsakodnevni pogled v medije kaže, da nam zdravstvo praktično razpada. Mislim, da to nič ne funkcionira, kot bi bilo treba. V Sloveniji imamo trenutno sistem, v katerem moraš biti dovolj bolan, da si upravičen do zdravniške oskrbe, ker če imaš napotnico urgentno, potem boš prišel do nekega posega, če ne, se tudi za zelo pomembne posege lahko čaka po 2-3 leta. Imamo hude težave v zdravstvenem sistemu, kljub velikemu trudu zdravstvenega osebja. In mi zdaj tukaj uvajamo, meni se zdi to cinično. Se pravi, mi v bistvu ljudem na kratko povedano pravimo, lejte, če pa država, vaša družina, kdo se za vas ne bo mogel poskrbeti, kljub temu, da boste v stanju ranljivosti, imate pa tukaj tole možnost. Meni se zdi to etično zelo sporno, brez govora o mračnjaškosti ali pa čem takem. In sicer, treba se zavedati, šlo bo za novo javno zdravstveno storitev. To se pravi za nekaj, kar se bo dogajalo v okviru javnega zdravstva. Javno zdravstvo ni ne tržnica, niti samo postrežba. Tam ne greš, da bi ti nekdo nekaj ponujal in bi lahko izbiral, če ne dobim tega, mi bodo pa ponudili nekaj drugega. Tako da jaz bi se te besedi ponujanje, kaj bo nekdo komu ponujal na mesto nečesa, absolutno izognil. To ni trgovina. Vsakdo gre tja, kadar ima neko konkretno potrebo in potem mu pač javno zdravstvo pomaga.
Drugo, bi samo statistični podatek, pred 5 leti je bila izvedena anketa med zdravniki družinske medicine, ki je sodelovala 1/3 zdravnikov, in mislim, da rezultat te ankete je verodostojen in reprezentativen. Res gre samo za zdravnike družinske medicine, ne seveda za vse zdravnike. Med njimi je samo 43% vseh zdravnikov zavračalo pomoč pri prostovoljnem končanju življenja pod vsakim pogojem. Jaz verjamem, da glede na trende, ki potekajo v svetu, je ta odstotek danes manjši. Torej, vsekakor trditev, ki ste jo izrekli, da večina zdravnikov verjetno temu nasprotuje, pač ne more držati. Lahko pa bi zdravniška zbornica seveda izvedla reprezentativno anketo o tem, pa se do zdaj še ni. Jaz ponovno pozivam zdravniško zbornico na izvede in potem bomo videli v resnici, koliko zdravniki to podpirajo in koliko ne. Idealno bi bilo, da bi dala to izvesti eni ustrezni medijski hiši, ki te stvari profesionalno počne. Še mogoče ta podatek, da seveda naš zakon nikakor ni bil narejen, bi se zgledoval po kanadskem zakonu, tako da kakršnokoli primerjava s Kanado je popolnoma neustrezna. Na zdravnike ste želeli odgovoriti? Najprej tako na kanadski zakon ima mene čisto drugačno. Jaz mislim, da je dobesedno skoraj predpisano iz kanadskega zakona. Pogoji. Iz kanadskega zakona, to vam tako povem, ker sem soavtor tega zakona. Tako. To je pač moje mnenje. Ljudem prepušča možnost kanadski zakon, 241. člen, če se ga prebrati pogoje, in 342. člen kanadskega zakona, ki je kazenski zakonik, in pa naš zakon, pa ne primerjajo, pa se ne ustvarijo svoje mnenje. Tako da, druga, kar se tiče te ankete, ki jaz ne poznam, je 63% družinskih zdravnikov pod kakršnim kolim pogojem zavrnilo. Zdaj druga stvar, če ste me dobro poslušali, govora sta bila predvsem dva: obseg dostopa in pa obveznost sodelovanja. Jaz tudi lahko rečem zase, da prihajam še iz teh mlajših vod, in ko sem govoril s svojimi hokejskimi kolegi, pa tudi drugimi, pa imajo vsi starši, ki so nekateri tudi bili zelo dolgo časa bolni, pa v domovih in nepokretni, tudi dementni in tako naprej. Pa bi vas morda prosil, ker vi pa delate v hospicu in imate dnevne stike s takšnimi ljudmi. Kaj se zgodi, ko nekdo pride k vam, kaj vse oziroma česa vse je tam deležen? To se mi zdi tudi pomembno, da povemo, kako ta paliativa tudi izgleda, ker vendarle veliko govorimo tudi o tem, in to je tudi treba povedati, odstotek ljudi, ki bi se odločili za takšno končanje, je izjemno majhen. Velika večina ljudi pa vendarle v Sloveniji smrt pričaka drugače. Naša izkušnja je, da ko smrt udari, takrat udari tako posameznika kot tudi družino. Običajna pot v hospic je ta, da sledi klic pač na našo številko. Moram reči, da imamo na Dolenjskem krasno izkušnjo tudi s paliativnim timom novomeške bolnice, tako da pravzaprav te informacije potekajo v obe smeri. Se pravi, takrat hospic pač vstopi v družino, oceni stanje, kakšne pomoči je družina in pa neozdravljiva bolna oseba potrebna. Torej, če se lahko malce pošalim, smo mi nekakšni ombudsmeni neozdravljivo bolnih, kar pomeni, da poskušamo družino podpreti v tistem, kar že delajo prav, in pa mogoče opozoriti na kakšne stvari, ki jih je potrebno še izboljšati. Torej, tako kot sem rekel, mi človeka pojmujemo kot celoto, torej fiziološko bitje, duhovno, duševno in pa tudi socialno. Torej, če sem bil, kar se duhovnosti tiče, torej naši sogovorniki niso samo katoliška cerkev, podpremo v duhovnem smislu tudi ateiste, tudi kakorkoli. In jaz bi, čeprav sem sam veren človek, če me kdo vpraša, ali je lažje umreti veren ali ne veren, bi zelo rad rekel, da verni lažje umrejo, pa temu ni tako. Definitivno. Torej, predvsem je bistvena ena, bi rekel, iskrenost, da živiš, bi rekel, tako, kot želiš. Naše mnenje je, da se res naša družba premalo ukvarja s tem, bi človek rekel, mehkim delom. Torej, za fiziološki del, torej medicina je kraljica, in za ta del je
v naših očeh zelo dobro poskrbljeno, zanemarili smo pa to okrog. In kot sem rekel, ko je poskrbljeno za ta del, morda tudi samo kot primer, torej kaj pomeni zadovoljevanje nekih socialnih potreb, ne samo v smislu, ne vem, takih in drugačnih dodatkov. Mi smo na željo neozdravljivo bolne 16-letne osebe in omogočil še, da 10 dni hodila v šolo, ker je bilo to njena želja. Kaj smo s tem naredili? Njej smo omogočili zadnjo željo, na drugi strani smo pa razred, bi rekel, kako bi to človek rekel, detabuizirali smo smrt. No, to ste zdaj pa povedali eno ključno stvar. Zdi se mi, da kot družba morda ni toliko povezana, pa vendarle je, ne? Ja, smo smrt odrinili nekam stran. Ne? Ja, in če sem take stvari, bi rekel, ko se te stvari začnejo urejati, potem, tako kot sem rekel, naša izkušnja pravi, da hitenja na oni svet ni. Ne. Še eno stvar bom povedal, ne, tudi bi rekel, jaz sem imel priliko pravzaprav neozdravljivo bolno osebo, ki je storila samomor. Smo jo našli, jo rešili, ampak ko smo se z njo pogovorili, zakaj je ta oseba delala samomor, ne, ona ni delala zaradi svoje bolezni, nam je povedala. Je rekla prav, ta gospod je rekel, jaz sem šel na štrik zato, ker sem skregan s svojim sinom in se noče priti k meni posloviti. To so stvari, na katere bi želeli v slovenskem društvu še posebej upozoriti. Zdi se mi, ja, takoj bom dal besedo, da smo res kot družba, ko sem se pripravljal na ta pogovor, ki je seveda izjemno zahteven in kompleksen, res smrt porinili stran, ne želimo si, da bi ljudje res umirali doma. Potem pa je tukaj še ena stvar, ne, mladi to smrt jemljemo ali pa jemljajo tudi nekoliko drugače, ne, rečejo, če bom pa jaz takrat ne onemogel, ne bom mogel hoditi ali pa govoriti, si pa takšnega življenja niti en dan ne želim. Pa vas bom takole vprašal, ali je to potem rešitev, ali lahko nekdo, ki reče, danes sem zdrav, potem pa bom res zbolel, vem, da mi ne bodo mogli več pomagati, morda ne bom mogel več govoriti, je to nekaj, kar bodo mladi rekli, ja, to si pa želim, potem naj se pa vse stvar konča. Ali si to narobe predstavljamo? Pa, vem, da ni tako enostavno, ampak vendarle, ne, to je zdaj ena izmed tistih debat med mladimi, ki rečejo, ja, se je pa res, bom pa tudi sam to podpisal. Ne? Torej, seveda, eno je, kako nekdo v nekem trenutku odreagira. Drugo je pa to, kakšen je zakonski okvir, ki ureja konec življenja. In tu bi zdaj jaz posebej poudaril, da zdaj tega zakonskega okvirja nimamo, da je v resnici to stanje kaotično in dejansko nevarno je kaotično stanje, kajti to je pa stanje, ki v resnici omogoča različne zlorabe, ker nad tem, kaj se dogaja, ni nikakršnega nadzora. Zdaj bi tu uporabil eno zanimivo situacijo, o kateri nismo govorili nič, pa vredno je omeniti, ker združuje celo vrsto pogledov, o katerih smo danes govorili, in to je paliativna sedacija, ne, ki je prav tako del paliativne oskrbe, ki je vi seveda ne izvajate, ker zato jo lahko izvajajo zgolj zdravniki, ampak to je v bistvu nek zaključek, ki se lahko zgodi takrat, ko bolnika prizadene delirij, ko se duši. In takrat se lahko konzilij zdravnikov odloči, da mu pač poskuša to njegovo stanje lajšati z uvajanjem ustreznih medikamentov. 83% bolnikov umre v prvih 48 urah. Med temi so zanesljivo tudi ljudje, ki si želijo končati svoje življenje naravno. Ne, kot govori vaš kolega Strehovec o medicinski zastrupitvi, ne, ti ljudje umrejo zaradi medicinske zastrupitve. Tak človek ne more izraziti svojega mnenja, ker pač ni sposoben odločati o sebi. O tem, ali se bo to zgodilo ali ne, pač odločata zdravniški konzilij. Po kodeksu zdravniške etike, ki je bil sprejet potem, ko je bil sprejet zakon o pacientovih pravicah, so si pač pokroviteljski zdravniki noter vzeli pravice, za katere so mislili, da jim jih ta zakon o pacientovih pravicah jemlje. In to opisujejo v tem članku, ki je nastal po objavi novega kodeksa. To so bili 3 avtorji, Zvonka Zupanič Slavec, Božidar Voljč in Matjaž Cvitar. Oni tam si sami sebi postavljajo vprašanje, ali je kodeks nasprotju z zakonom. Odgovor je da.
Kajti popravili so tisto, kar jim ni bilo všeč, to pa je to, da jim ta zakon o pacientovih pravicah zmanjšuje vpliv na to, kaj se s pacientom dogaja. Ta želja pa izvira iz nekega, bom rekel, starodavnega etičnega prepričanja, da ima zdravnik etično dolžnost torej odločati v imenu pacienta, kajti ta pogosto ni sposoben sprejeti odločitve, ki bi bila dobra za njega, zdravnik pa ve, kaj je dobro za njega in ga ima pravico zavarovati pred njegovo svobodno odločitvijo. In v kodeksu zdravniške etike je možnost, da se ta zdravniški konzilij odloči tudi proti volji torej svojcev, staršev in skrbnikov, ne glede na to, kaj si oni želijo in lahko pač ukrepajo v skladu s tem. Zdaj pa dobrobit, moram to pa dovolite, ker je pomembno, pripeljem do konca. In to delajo po njihovem lastnem mnenju v dobrobit bolnika. Če nekdo v tujini, kjer imajo zakonito pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, dela v dobrobit bolnika, vendar v nasprotju z mnenjem staršev, potem je to po definiciji, in tu vidim, kako je to uporabljeno, naših zdravnikov zloraba. Torej, tu se moramo zdaj vprašati, ali niso potem tudi zlorabe se dogajajo pri nas. In v takem primeru tak človek ne doživi naravnega konca življenja in to je sedanje stanje. Uzakonitev bi pa tem ljudem dala možnost, in zdaj smo pa pri vašem začetnem vprašanju, da se vnaprej odrečejo ne samo podaljševanju življenja, to lahko zdaj naredite, ne morete pa odreči skrajševanju življenja. Ta uzakonitev bi to prinesla. To je nova pravica za vse, ki se morda malo premalo. Zdaj pa seveda replike. Najprej je bil gospod... Ja. Doktor Golub bo takoj potem še medicinsko nadaljeval. Jaz bi samo popravil, ne, ni zamešati teh zadev. Strokovno gledano gre v tem primeru zdaj pa etika. Ne. V etiki je tole deontološka etika, ker nas gotovo poslušajo kakšni zelo izobraženi ali pa večina zelo izobraženih gledalcev, gledalk lahko to poguglajo. Je zelo jasno, da gre v tem primeru za tako imenovano dejanje z dvojnim učinkom, double effect act, ne? In je nekaj popolnoma drugega, zaradi tega, ker v takem primeru, kot ste ga vi zdaj opisovali, ne gre za zasledovanje pacientove smrti, ampak gre še zmeraj za kontekst reševanja pacienta, ki pa vključuje tako imenovani drugi efekt zraven, ki je dopuščen, ni pa željen. In se celo predvidi, zdravniki celo predvidijo, da bo prevelika doza lahko prinesla, ali pa v večini primeri lahko celo, kot pravi gospod Pleterski, pripelje do prezgodnje ali pa zgodnejše smrti, ampak je to drugi efekt. Prvi efekt je pa še zmeraj zdravljenje in pomoč bolniku. To glede tega, pa še samo to, preden dobi besedo doktor Golob. Mi ni tudi kot nekomu, ki ima v družini kar nekaj zdravnikov, mi ta demonizacija zdravnikov, tudi družinskih zdravnikov, ki so ravno zaradi strahu pred zlorabami, ki so znane, ne, tega nismo čisto vrgli še danes in še nismo o tem pogovarjali, pa o širjenju tega zakona proti. Ne. To demonizacija zdravnika, ki ima svoje etične pomisleke, je problematična in postavlja vprašanje, kako resno mislijo snovalci tega zakona, ki smo ga imeli v javni razpravi s tisto, se pravi, kako je že, če zdravnik ne želi sodelovati pri ugovorom vesti, se opravičujem, s tako imenovanim ugovorom vesti, ki je tudi zelo problematično v tem zakonu, tu pa lahko doktor Golob kaj več pove. Jaz bi se najprej vrnil na sedacijo in učinke, ko zdravniki želijo ali pa povzročijo smrt z peroziranjem. Prvič tudi gospodu se moramo govarjati, nikoli ne gre primarno za predoziranje, gre za titriranje zdravila, da se učinki, ki jih želimo zdravljenjem, z izdajanjem zdravila, dosežejo. V glavnem sta dva učinka. Eno je nemer, neka agonija ali pa delirij, in drugo je težko dihanje. Ja? In zdaj reči, da je nekdo dobil zdravilo in zaradi njega umrl, ali je umrl, ker umira, pa je dobil zdravilo, ne, jaz ne vem, verjetno se da, nekateri to vejo, ne, kdaj v kakšnem primeru to nastane, je zelo težko rečem. Doze so različne, ne dobijo vsi isto, ne dobijo vsi na 50-kratnih odmerkov, ne. Dobijo pač doze, ki so titrirane, toliko, da se doseže predvsem učinek
tistih bolečine, zmanjšane bolečine, težkega dihanja, ki je izjemno neprijeten, in pa verjetno tudi sedacije, če gre za en nemer, ki ga je dostikrat težko gledati in to tudi svojci težko sprejemajo. Tako da toliko o tem. Zdaj, kar se tiče tega, kaj zdravniki odločajo, ne, če berete zakon o pacientovih pravicah, ne, so nekatere pravice, ki svojcem so pridržane. In v tistih primerih, seveda, zdravniki ali pa zdravniški konziliji lahko odločajo po zakonu o pacientovih pravicah. O tem, kaj je pa pravo zdravljenje, ne, kaj je zdravljenje in kaj ni zdravljenje, kaj je primerno in kaj ni primerno, ne, posebej, če pacient nima neke volje v tem odločati od palete, recimo primernih zdravljenj, pa seveda odloča zdravnik, to pravilo stroke. Razen seveda, če bomo imeli specialen zakon, ki bi odločil, kaj je pravilo stroke za usmrtitvami. Ne. Tako da jaz moram reči, da kar se tiče odločanja o tem, ali neko zdravljenje za uvesti ali ga ni za uvesti, je meni to stvar, ki je pravila stroke, ki ima v zadje, lahko se potem govorimo, ali so za vzadje dokaze, niso dokazi, da to pomaga ali ne pomaga, ne, tega je dosti v onkologiji. Predvsem pa, kar se tiče pa paliativne sedacije, pa ne vem, dvojni učinek v smislu, da nekdo umre zaradi zdravila, lahko tudi, ne, ampak primaren učinek tega, želja tega je, da se odpravi tiste simptome, ki jih s to sedacijo ali pa za kombinacijo zdravil, ki ni nujno tudi samo sedacija, lahko je samo morfij, ki ima učinke in na bolečino in težko dihanje, ne, pa lahko ne povzroči sedacije, lahko pa tudi jo, ne, doseže. Tako da, in seveda ja, ko pridemo do faze, ko je naprimer svojcem pridržano, ne, odločeno o nekih zadevah, pa še odločijo zdravniki. Tu bi trebalo dodati samo še naslednje, ne, da ta način smrti, to se pravi bodi si z zdravljenjem z dvojnim učinkom ali pa paliativna sedacija, recimo na Nizozemskem vse vodijo pod kategorijo evtanazija. In da seveda, ker gre običajno v teh primerih za situacije, ker bolniki ne morejo več odločati o sebi, tam to zelo pošteno vodijo statistično kot evtanazije brez soglasja. To je to, kar naši zdravniki razglašajo, da so to tako imenovane zlorabe, ki se dogajajo v tujini. Torej, potem, če so to zlorabe tam, so to zlorabe tudi pri nas. Ker pač ta stvar pri nas ni zakonsko urejena, ne obstaja register paliativnih sedacij. Mi ne vemo, koliko jih je, ali so bila podana soglasja, niso bila podana soglasja, nad tem ni nobenega družbenega nadzora. Jaz sicer verjamem, da vse, kar se izvaja, je torej v kolektivu, je zdravniški konzilij, je upravičeno, ampak vseeno, nadzora pa ni. Drži? Jaz se strinjam s tem, ne, zadeve so, se strinjam, da mogoče bi lahko bile bolj transparentne in javno dostopne, posebej še, ker imamo en kontinuiran stimulus k temu, ne, in to ni nobena novost, obstajajo smernice z paliativno sedacijo in tako naprej. Kar se tiče pa Nizozemske, ne, je pa Nizozemska en zelo nesrečen primer citiranja, ne, ker na Nizozemskem že pred uveljavitvijo, ne, njihovega zakona se je ljudi evtanaziralo in se ni tega kazensko sankcioniralo na podlagi nekih drugih določil kazenskega zakonika, ne, kot skrajna sila. Ne. Kaj lahko rečemo, da je bilo dekriminalizirano? Ni bilo, ampak niso bili obsojeni, ker so uporabili neko določilo, ki ga kazenski zakoniki omogočajo, to je skrajna sila. In ni pri njih, ne, je banalno rekel, razlika med evtanazijo in v bistvu usmrtitvijo kot prej, ne, kar se dogaja v tistih primerih in so res poročani in njih ni malo, ne, je samo ta, da eno je storitev, ki je plačana, druga je pa storitev v okviru storitve. Ja? Zaradi tega imamo poročila o usmrtitvah, ki niso po zakonu, pa lahko so tudi take. Ne? Zaradi tega ta neposredna projekcija, ker družba to sprejema, ne? Neposredne projekcije v Slovenijo, da se to enako ali enakimi dogaja, niso primerne. In še nekaj bi opozoril, ne, da ko imamo evtanazijo in pomoč pri samomoru, ne, gledamo na nizozemsko statistiko 20 let, ne, je količina oseb, število oseb, ki so prosile za pomoč pri samomoru, ves čas približno enako, in to jih je 500 na leto. Medtem ko je prošnja za evtanazijo neka stvar, ki gre za eksponentno rastjo, ne, krivulja eksponentna, ampak zelo nizka, je dvakratna, ne, v Kanadi je pa v 20 letih,
Kanadi je pa v 5 letih 10-krat. Vi ste pripravljali ravno te projekcije. V Sloveniji si letno življenje sami si to naredijo, vzame več kot 400 ljudi, to pomeni več kot ena oseba na dan. O kakšnih številkah pa tukaj govorimo? Koliko ljudi pričakujete, da bi se odločilo za takšno končanje življenja? Tu pravzaprav je seveda to zdaj neka napoved prihodnosti, ki jo lahko morda naredimo na podlagi neke primerljive odločitve. In sicer gre za vnaprejšnjo izjavo o odpovedi zdravniški pomoči, ki pravzaprav na nek način v skladu z zakonom o pacientovih pravicah, kjer gre prav tako za nek način odločanja o tem, kakšen je bil konec življenja. Seveda tam se lahko imate zgolj en razmeroma omejen izbor možnosti, da se odločite, da ne želite, da torej vam bodisi vas priključijo na, ne vem, umetna pljuča, umetno srce, ne vem, ali pa da vas umetno oživljajo potem, ko ste imeli zastoj srca in podobne zadeve. Ampak vseeno, vendarle gre za neko odločitev, ki, če bi bila uresničena, vam v bistvu takrat konča življenje. Torej, to je na nek način primerljivo. Zdaj včeraj smo videli podatek, da je bilo zdaj od vsega začetka leta 2008 do danes okrog 870 takih vlog. Lansko leto jih je bilo, pred enim letom jih je bilo še 750, kar pomeni, da v zadnjem letu je vendarle zaradi tega, ker je o tem več govorjenja in več ozaveščenosti, bilo več teh vlog, ampak do takrat je bilo to povprečno 50 na leto. In jaz dvomim, da bi bilo tudi pri nas takih prošenj za pomoč pri prostovoljnem končanju kaj bistveno več, saj na začetku. Se bo pa seveda in nedvomno to s časoma začelo nekoliko povečevati, ker bodo ljudje pač bolj ozaveščeni in tisti, ki bi sicer molče in s tistimi zubmi trpeli, pač tega ne bodo delali. A v hospicu, ko pridejo ljudje, pa se seveda zdaj verjetno tudi o tem pogovarjate, kaj pa rečejo? Kdo od njih to stvar zna razložiti, kaj pravzaprav ponuja že? Je to zavedanje, ker kot smo rekli, mi se tukaj pogovarjamo, pa smo vsi v redu, tam pa vendarle ljudje vedo malce več o svojem zdravstvenem stanju, so dovolj podučeni praktično o tem, kar bi ta nov zakon prinesel? Ne. V hospicu oziroma tisti, ki prosijo za našo oskrbo, tako kot sem rekel, ni želja po predčasnem končanju življenja. Jaz pač težko rečem, oziroma iz izkušenj bi rekel, da je to pač zaradi tega, ker je poskrbljeno za tisto, za kar jih najbolj pravzaprav skrbi. Kot tudi sam hodim v cerkev in tam velikokrat so tudi maše, ne vem, za zdravje, pa potem tudi za tiste, ki so hudo bolni, vemo tudi na Brezjah, ko je romanje, pa tako naprej. Vendarle pa ali lahko razumete argument tudi nasprotne strani, da pa vsak človek vendarle lahko sam odloča o svojem življenju, poti od začetka pa tudi do konca. Je ta del pa tak, kjer se nekje danes v tej moderni družbi vendarle lahko najdemo? Torej, glede uvajanja pravic, to je zdaj kar nevarno. Pravic vse po vrsti, to sem jaz zelo zadržan. To je smer naše družbe, je pa treba vedeti, da to je, to se malo težje predstavljati, ampak vendarle vabim gledalke, gledalce, da se to predstavlja, kako postajamo vedno bolj tako imenovano produktivnostna družba. Jaz sem sam bil v Indiji in tam pobiral umirajoče po tleh, ker imajo drugačno družbo, kot je naša. Njihova družba je že od nekdaj zaradi kasnega sistema narejena nekoliko na ta produktivnostni sistem, se pravi, ko si odrabljen, grdo povedano, si odrabljen. In imajo to v družbi. To je res za Evropejca, za nekoga, ki živi v relativno urejenem socialno-zdravstvenem sistemu, je to težka izkušnja za videti. Jaz se bojim, da s tovrstnimi, čeprav zadeve v redu zvenijo, kot je danes, ko se zelo poudarja avtonomija, samoodločba in tako naprej, v redu in lahko razumem. Se pravi, ne bi rekel, odgovor na vaše vprašanje je, da se ne bi tukaj strinjali, lahko pa razumem. Lahko pa razumem, predvsem pa, kot sem že na začetku oddaje rekel, zelo razumemo čisto vsi strah pred trpljenjem na koncu življenja. Tu mislim, da tukaj štartamo iz istega štartnega mesta. Se mi pa zdi, da ima kljub temu, da zadeve fino zvenijo,
da se pravi, da nekdo pelje strah pred trpljenjem na koncu življenja v smer, dajmo še eno pravico. Se pa na drugi strani alternativa temu je, pojdimo v vedno bolj humano družbo na drugačen način, brez da morda celo tiste, ki nikdar ne bi pomislili na to, če ne bi imeli možnosti, še njih torej obremenjujemo z mislijo, da se lahko tej družbi, produktivnostni družbi enostavno umaknejo. In tukaj še zadnja misel, tudi razumemo vašo, se mi zdi zelo pravilno, hipotezo, da mladi ljudje točno tako razmišljamo, ne? Ker si navajen biti mlad, produktiven, uspešen in tako naprej. A smo res taka družba, a res gremo v smer, da bomo samo mladi, lepi, ne vem kaj vse še ta pravi. Ne? To pa je potem že etično vprašanje, ki ga pa eutanazija pa samomor s pomočjo uvajata. Razlikovanje prej ali slej med bolj ali manj vrednim življenjem. Tega se pa jaz iskreno zelo bojim. Kot zdravnik, kot nekdo, ki vidi veliko trpljenja ljudi, vendarle se ukvarjate s tem, da jim ga lajšate, da zdravite ljudi, bi ob koncu vprašal, kaj se bo zgodilo z našo družbo, vendarle so neke projekcije, da bomo ta referendum na referendumu podprli. Bo to zelo spremenilo trenutno situacijo, v kakršni živimo, ali je to vendarle za nekih 50, morda 80 ljudi, ki res hudo trpijo, pa za njihove svojce olajšanje. Pa da se danes pogovarjamo tako zelo na široko, vendarle pa govorimo o res nekaj številu takšnih prebivalk in prebivalcev Slovenije. Jaz moram reči, da ne vem, kakšen bo rezultat referenduma, lahko si mislim, ne bi hotel to komentirati. Ne vem, kakšen bo zakon. Ne. Jaz moram reči tudi, da sem po načelu sem sicer avtonomist, ne, ampak ne avtonomist absolutist, ne verjamem, da obstaja avtonomija brez da imaš tudi neko odgovornost do drugih. Avtonomija, ki lahko samo zahtevaš, ne, in nič ne daš ali pa zahtevaš tudi na račun drugega. Kaj bo z našo družbo, ne vem. Jaz mislim, da kar se zdravnikov tiče, verjetno kaj drugače ne bo, ne? Ker pač ta poklic upravljati brez želje, da bi neke stvari razreševal na način, da bi zdravil, je verjetno nemogoče. Ne? Verjetno, ne? Ali pa gotovo so tudi ljudje, ampak res po moje bolj izjeme kot neko tako široko pravilo, kot je bilo zastavljeno s tem prvotnim zakonom, ne? So ljudje, ki pač tudi nekje tako pomoč mogoče celo bi potrebovali. Jaz izjemno cenim ljudi, ki zberejo pogum, ne, in to sami naredijo. Ne. Tak primer v Sloveniji je bil. Imam tudi primer zdravnice, ki je napisala zdravniško potrdilo, kot pravi, ne. Doktor Pleterski, ne, zdravnik bo mogel biti vpleten, ne, ampak pisanje zdravniškega potrdila, ne, je ena stvar, ne, sodelovati pri samem aktu pa je druga stvar. Od samega tega zakona, ko bo sprejet, ne, bo odvisno, ne, kako se bo družba ali pa odnos med zdravnikom in pacientom spremenila. Ne. Če bo tako široko napisan, kot je bil zdaj, to po moje spreminja odnos do bolezni, odnos do tega, kaj je fiziološka ali pa anatomska nepravilnost ali pa drugačnost, ne, ki jo pač ljudje sprejemajo ali ne. Zakon, ne, kot smo lahko slišali tudi na začetku, je verjetno res pisan z intenco ali pa z mislijo na ljudi, ki visoko cenijo avtonomijo, ki so zelo izobraženi, ki imajo pomembne svoje položaje v družbi, ne, in jih vse skupaj potem na koncu lahko zelo prizadene, ko te vse zadeve zgubijo. Hkrati pa na drugi strani, če je tako široko napisan za takšen tip ljudi, ne, tisti, ki so že zdaj ranljivi, bojo po mojem za zakona, posebej, če bo tukaj na voljo tudi evtanazija, ne, bodo izjemno še bolj ranljivi. Ne. Tako da jaz pač skozi zdravnik se bo mogel pač verjetno prilagoditi. Ne sprejemam nikakor dejstvo, da bi bilo zame obstaja kakšnakoli dolžnost sodelovati v postopkih. Ne govorim o dolžnosti napisati zdravniško potrdilo, mnenje ali karkoli. In to je tisto, kar je po moje tista, rečemo, končni nivo, pod katerega jaz pač nisem kot zdravnik pripravljen iti. So pa kolegi, ki pač jih zadeva ne moti, ki celo mislijo, da je tako prav in verjetno bojo ravnali drugače ali pa bojo ravnali pač tako, da bojo tem pacientom lahko tudi, kot rečemo danes, tukaj govorimo, pomagali. Ja, ob koncu še za vas vprašanje, tisto, kar sem prihranil za konec, so prav te varovalke.
ena od velikih skrbi je prav to, da ne bi prihajalo do zlorab. Ob mnogih drugih seveda debatah, ampak zato bi vas ob koncu prosil, kaj ste zapisali v zakon, da boste preprečevali zlorabe, da se vendarle za to lahko odloči nekdo avtonomno in da tudi vsi tisti, ki bodo na koncu poskrbeli za to pot, vedo, da je bila to odločitev njegova, ne pa da je bila pod prisilo. Predno odgovorim na to, moram vsem podati še nekaj drugega, in sicer to, da ne smemo govoriti o kakršnih koli alternativah, torej uvedbi uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Torej vse tisto, za kar se zavzemajo moji sogovorniki, seveda povsem upravičeno in je treba razvijati naprej. Seveda tudi bolj humano družbo, boljšo paliativno oskrbo, boljšo medicino, vendar to ne more biti alternativa v uzakonitvi te pomoči. Ta potreba bo vedno obstajala in to je potem neodložljivo. Drugo, kar moram še povedati, pa kar ste tudi že prej na nek način to z vprašanjem nakazali, ali je kakršnakoli korelacija med številom samomorov in pa izvedbo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Bilo je delanih več tudi na svetovnem nivoju, vendar se je potem izkazalo, da v resnici ni ustreznih statističnih podatkov, ki bi lahko verodostojno potem pokazali, kakšna je ta korelacija. Verjetno je razmeroma zelo majhna, skratka, gre tudi za povsem različno motiviranje. Tako da govoriti o tem, da vem, da ali bo zaradi tega samomorilnost bodisi narasla ali pa da bo zaradi tega bodisi upadla, je v tem hipu brez resnih statističnih podatkov nemogoče. Ne. Zdaj pa, kar zadeva pa samih varovalk, teh varovalk, zdaj, a ste mislili vi, da jih jaz vseh 18 preberem? Ne. Samo dejal, bi vas vprašal ob koncu, ali lahko kot predstavnik tistih, ki ste spisali zakon, tudi predlagatelj, zagotavljate, kar je seveda nehvaležna naloga, da teh zlorab vendarle ne bo. Torej, zdaj lahko govorim, da je zakon tako dobro napisan. Zdaj lahko govorim samo iz svoje človeške vesti. Po naši človeški vesti je zakon narejen tako, da vseh tistih zlorab, ki jih opisujejo, ne bo. Nikomur se ne bo zgodilo, da bi umrl proti svoji volji, da bi ga kdorkoli, kakorkoli nasilno ali za nekaterega koli razloga usmrtil. Ne stari, ne bolni, ne močni. Vse drugo se bo dogajalo na preverljiv, zakonit način. In torej mnogo teh varovalk, ki to preprečujejo, bi pa prosil vse tiste, ki govorijo o zlorabah, naj si preberejo te varovalke in tudi vsi, ki še bodo ali pa bomo pripravljali nadaljne izboljšave tega zakona, bomo zelo hvaležni, če bodo našli kakršnekoli načine, kako bi se dalo te varovalke prelisičiti. Vse do zdaj nisem slišal še nobene take možnosti. Hvala lepa vsem štirim, verjamem, da bi lahko še sicer veliko govorili, pa se mi zdi, da smo iz vseh različnih plati osvetlili to temo. Hvala tudi vam, da ste zdržali v naši družbi. To je pomembna tema. Dvakrat sem seveda predlagatelju dejal, da ni treba, da prebere vseh 18 točk, zato ker je to naloga tistih, ki boste 9. junija vendarle odšli na volišče, in če že volimo in glasujemo in se odločamo o pomembnih temah, je prav, da se o tem tudi podučite. Zato si vzemite še tiste 3 minute časa, da si preberete, kaj zakon pravzaprav sploh prinaša. Če ste pa zdaj to uro poslušali, kakšna so stališča in zakaj je zakon bil spisan, kje so pomisleki, pa verjamem, da ste vendarle dobili širši vpogled v to, o čemer bomo 9. junija odločali. Hvala lepa, da ste bili z nami, do naslednjič, in hvala še enkrat vsem štirim, da ste si vzeli čas. Hvala. Hvala za priložnost. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.